Roman Zgolj detajl, ki je med slovenske bralce prišel v prevodu Barbare Skubic in pod okriljem založbe Umko, je eno najbolj pretresljivih in hkrati zadržanih sodobnih pripovednih del. Avtorica, palestinska pisateljica Adanija Šibli, v njem z minimalističnim jezikom, opazovalskim, domala dokumentarnim tonom, brez čustvenih razlag in komentarjev, pripoveduje o tragični zgodovini in sedanjosti palestinskega ljudstva. Njena pripoved o nasilju, spominu, nevidnosti in brezglasju ob drugih zastavlja tudi vprašanje, kako govoriti o krivicah, kdo naj sploh o njih govori in kako naj jih izreka umetnost. Knjiga je sprožila burne odzive javnosti. Nam najbolj poznani je verjetno dogodek na knjižnem sejmu v Frankfurtu leta 2023, ko so organizatorji dogodka zaradi eskalacije spopadov na Bližnjem vzhodu odpovedali slavnostno podelitev nagrade Adaniji Šibli. O romanu Zgolj detajl in vprašanjih, ki jih odpira, ter o poetiki Adanije Šibli se bomo pogovarjali z Barbaro Skubic, ki je bila za slovenski prevod romana nominirana za Sovretovo nagrado. Pred mikrofon sem jo povabila Tina Kozin. Spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Literarna matineja. Danes gostimo Barbaro Skubic, kot sem povedala v napovedi, govorili bova o knjigi Zgolj detajl in o poetiki Adanije Šibli. Gospa Barbara Skubic, lepo pozdravljeni. Dober dan. Čestitam vam za prevod in za nominacijo za Sovretovo nagrado. Najlepša hvala. Delo je res močno. Ne spomnim se knjige, ki bi se me v zadnjem času tako dotaknila, pa bova več o njej povedali pač še v nadaljevanju. Za začetek bi vas prosila, če lahko malo spregovoriva o Adaniji Šibli, glede na to, da je verjetno vsi poslušalci ne poznajo prav dobro. Brala pa sem, da velja danes za eno najbolj subtilnih sodobnih palestinskih avtoric. Ja, to gre verjetno na račun sloga njenega pisanja in tem, s katerimi se ukvarja in kako jih obdeluje. To se nekako vidi tudi v tem romanu, kako je pisan. In ja, Adanija Šibli sicer je pisateljica srednje generacije, rojena je bila leta 1974 in je na literarni sceni bolj ali manj navzoča že od sredine 90-ih, ko je začela objavljati kratke zgodbe. In je v tem času objavila nekaj romanov, veliko kratkih zgodb, pa ukvarja se pa tudi z drugimi aspekti umetnosti v Palestini, na Zahodnem bregu, predvsem zato, ker je od tam in tam delno tudi živi, pa odnosu Palestine do zunanjega sveta, recimo. Ona piše v arabščini, nekateri njeni sodobniki pišejo v angleščini. Spet bom rekla, da sem prebrala, da ne bi tako počeli zato, da so dostopnejši večji množici ljudi. Pa me zanima, kaj pa če primerjava poetiko Adanije Šibli s poetikami in pač slogom drugih sodobnih palestinskih ustvarjalk in ustvarjalcev. Ima kakšne posebnosti, ki bi jih na tem mestu izpostavili, ne vem, morda v primerjavi s Susan Abulhava. Ona sicer piše v angleščini, ampak glede na to, da je ena bolj znanih tudi sodobnih palestinskih ustvarjalk. Bi se najprej dotaknila tega vprašanja jezika. Jaz sem že pač omenila, da Adanija Šibli je rojena v Zgornji Galileji, medtem ko Susan Abulhava je rojena v Kuvajtu in je otrok diaspore.
Adanija Šibli je rojena in šolana in delno tudi živi na Zahodnem bregu. Doktorirala je sicer na univerzi v vzhodni Angliji, ampak trenutno živi med Jeruzalemom in Berlinom in ne vem, če še predava, ampak je predavala na univerzi Birzeit, to je predmestje Jeruzalema. Tako da ona je palestinska avtorica. Medtem ko Susan Abul Hawa je pa otrok Nakbe. Njena starša sta preživela Nakbo in sta se potem preselila v Jordanijo in potem v Kuvajt, kjer se je rodila Susan, ki se je potem nekako premikala med Kuvajtom, Jordanijo, Združenimi državami in 2 leti ali 3 leta je živela v nekem internatu, sirotišnici ali kakorkoli v Jeruzalemu. To je tudi ena od epizod njenega slavnega romana Jutra v Dženinu. In ona je pisateljica palestinske diaspore. Živi v Ameriki, šolana je v Ameriki, vse kompletno odraslo dobo, recimo od 14 leta naprej, je živela v Ameriki in zato piše v angleščini, ne. Tako da, Palestina ima zelo bogato književno življenje znotraj Palestine, ima pa tudi ogromno diasporo, ki pač piše v različnih, avtorji diaspore pišejo v različnih jezikih, odvisno od tega, v kateri državi, na katerem jezikovnem področju delujejo. O poetiki bi še kaj rekli, ali bova sproti? Mogoče bi sproti. V redu. Zdaj, kot sem omenila, roman Zgolj detajl govori o palestinskem vprašanju, o njihovi tragični zgodovini in nič manj tragični sodobnosti, ne. Govori pa tudi o položaju žensk, nekoč in danes v palestinski oziroma širši arabski družbi. Pa me zanima, je ta ženski vidik značilen samo za roman Zgolj detajl avtorice Adanije Šibli ali še za katero drugo njeno delo? Dobro vprašanje. Jaz mislim, da je pač to ena od tem, s katerimi se Šibli ukvarja. Ne vem, koliko načrtno, koliko je pa pač v tej liniji, ko so Mahmuda Darviša nekoč vprašali o tem, kako je biti pesnik upora. In je rekel, ko sem jaz pisal, si nisem nič mislil, da sem pesnik upora. Jaz sem pač pisal o tem, kar sem doživljal iz dneva v dan. Ne? In jaz mislim, da tukaj jaz se Šibli približujem z tega stališča, ne pa z nekega teoretičnega, feminističnega ali kaj podobnega. Je pač podoba ali pa položaj ženske v palestinski družbi je v literaturi navzoč, zato ker je pač toliko avtoric, ki pišejo. Tako da se mi zdi, da je ta roman, seveda je specifičen, zato ker govori o 2 ženskah v 2 različnih časih, ena, ki nima popolnoma nobene možnosti, nima niti glasu, nima ničesar, in druga, ki si jemlje prostor, bom rekla tako. Ampak, ne vem, pravzaprav ne znam vam odgovoriti na vprašanje, koliko je to posebno znotraj neke širše palestinske književnosti, če bi primerjali recimo eno drugo književnost, slovensko, koliko je, ne. Mislim, da je tam tudi res, tako kot ste rekli, tudi čisto drugo izhodišče, pač če je avtorica pač in živi tam. Saj mislim, da Adanija Šibli ne izpostavlja tega vprašanja, tako kot ste rekli, z nekega feminističnega vidika. Čisto mogoče bi bilo to razlagati tudi, da izhaja iz doživljanja ženske, kar pač je, ne? Ja, seveda je tukaj nek feministični vidik, ker pač je avtorica
izobražena aktivistka in tako naprej. Ampak ne bi jaz skozi to optiko vstopala. Tako ali tako se mi zdi, da se tudi sama izmika vsem neposredno aktivističnim konotacijam, tudi kar se tiče bodisi pacifizma, bodisi vprašanja krivde, bodisi česarkoli, saj do tega bova verjetno še prišli prek njenega sloga. Ja. Dobro, zdaj si bom pa dovolila malo bolj osebno vprašanje. Roman Zgolj detajl je, kot sem rekla, zelo močno delo, s čim pa je recimo najbolj pritegnil vas kot prevajalko in da ste se sploh odločili spustiti v ta podvig? Torej bom najprej ta zadnji del odgovorila. Jaz sem dobila od založbe Umko ponudbo, če bi to lahko prevajala. In sem jo seveda takoj sprejela. Jaz sem takrat sicer imela delno v delu že nekaj drugega, tako da nisem niti računala s tem, ampak se je na srečo vse lepo izšlo. Zdaj pa o romanu. Jaz sem roman prvič prebrala malo potem, ko je šel. Roman je iz leta 2017, jaz sem ga brala recimo tam proti koncu leta 2018 in ga je bilo težko brati. Mi smo takrat bili v nekem obdobju relativnega zatišja. Sicer še vedno pod vtisom tiste prejšnje vojne iz leta 2014, ampak vseeno, ne. In sem si mislila, dober roman. Potem, ko sem ga še enkrat brala, zato da sem ga prevajala, v času, ko je genocid že potekal, je bilo malo težje. Zdaj, zaradi političnih dimenzij je bil roman večkrat v središču polemik. Eno smo neposredno spremljali tudi takrat, ko smo gostovali v Frankfurtu, leta 2023, ko so se organizatorji odločili, da odpovedo to slavnostno podelitev. Ne vem, kdaj in kako je potem avtorica prejela to nagrado, če jo sploh je. Tudi to je ostalo nekako bolj v ozadju. Pa me zanima, kako ste pa vi to doživljali takrat? Meni se je zdelo hkrati nenavadno in hkrati absolutno nič nenavadnega. Kot rečeno, roman je iz leta 2017 in takrat ni sprožil nikakršnih polemik. Se pravi, roman je šel v redno distribucijo v arabščini, v angleščini, v nemščini. Mislim, da italijansko, francosko, skratka vse velike jezike, vsi so pokriti in ni bilo nikakršnih hudih polemik. Vedno se najde kakšna kritika ali tako, ampak to pač spada zraven k poklicu pisca. In je bilo nekoliko presenetljivo, da je bila taka gonja. Gonja se je začela v Nemčiji. Ni bilo to nekaj, kar bi sprožila izraelska država, izraelski literarni krogi. To je prišlo od nemških novinarjev. In to je pa bilo malo presenetljivo. Ker jaz sem sicer že malo pozabila, kaj točno so ji, kako je bila ta formulacija, ampak mislim, da je bilo nekaj v smislu, da ni niti enega pozitivnega izraelskega lika. Tudi jaz se ne spomnim, bolj se spomnim odzivov in recimo odziva Slavoja Žižka, tudi. Ja. In o tem, kako so liki, o tem mogoče bi še spotoma kaj povedali. Ampak mislim, da to je bilo tisto presenečenje, kakšna bizarna argumentacija za napad na roman, ki je takrat bil že 5-6 let star. In znan po celem svetu. Ja, res je. No, če nadaljujeva zdaj samim romanom, roman je delno navdahnjen
z resničnim dogodkom. Boste malo spregovorili o tem, o katerem dogodku govoriva in kako zaživi v romanu. Ja, roman je navdahnjen z resničnim dogodkom, resničnem kraju. Ta vojaška postojanka Nirim, ki je v bližini meje z Gazo, je ena od 11 postojank, ki jih je judovska agencija ustanovila, še preden je bil sprejet delitveni načrt za Palestino. Se pravi, delitveni načrt ali pa ustanovitev države Izrael leta 48, te postojanke so iz leta 46. Proti vsem pravilom so bile postavljene in so veljale za branike, ne znam vam prav čisto natančno razložiti. No, skratka, to je sicer bilo ozemlje arabskih beduinov. V arabščini se je temu področju reklo Mana Busita, to so bile vasi. Nirim je stal na področju teh vasi, ravno tako na področju teh vasi stoji vsaj eden od teh kibucov, ki so bili 7. oktobra napadeni, Niroz. In na tem področju je skupina vojakov, jaz sem zdaj pozabila ime poveljnika, ampak to se da najti na internetu. 12. avgusta 1949 je pač pobila eno skupino beduinov in kot zadnjo usmrtila neko mlado žensko po tem skupinskem posilstvu. In je bil proces proti njim, tam v začetku 50-ih, in mogoče, da nekateri so bili, nekateri od udeležencev so bili obsojeni, ampak so bili tu zelo hitro izpuščeni in potem se je ta zadeva zaključila. Pač se je spravila v arhiv, ker kot reče ta pripovedovalka v drugem delu, sploh me ne bi se nič dotaknilo, ker to je tako običajno. Toliko je takih stvari, da ena taka podrobnost, neka taka opomba pod črto, kar zdrsne mimo. In ta zgodba je znana zato, ker jo je nek izraelski novinar, jaz mislim, da v začetku tega tisočletja, ali pa tam okrog leta 2010, to sem tudi že, malo sem že pozabila, jo je raziskal in objavil en tak dost udaren članek v časopisu Haaretz, iz katerega potem tudi ta pripovedovalka to zgodbo najde. Se pravi, prvi del je baziran na dejanskem dogodku in drugi del je recimo odziv, ki ga ima nekdo v sodobnosti na nekaj, kar se je zgodilo. Ja. Barbara Skubic, zdaj sva že povedali, da je roman dvodelen. Predlagam, da zdajle prisluhnemo kratkemu odlomku iz romana v vašem prevodu. Odlomek je vzet iz oddaje Izbrana proza, ki je zaživela v režiji Ane Krauthaker, odlomek pa interpretira Ana Urbanc. Zakaj na tem mestu? Zato, da poslušalci se spoznajo z protagonistko, se pravi s pripovedovalko, in ker govori ta odlomek ravno malo o tem, kar ste zdaj govorili in opisovali vi, potem pa nadaljujeva pogovor. Mimogrede, upam, da nisem povzročila nobenega nelagodja, ko sem omenila incident z vojakom, ali kontrolno točko, ali ko razkrijem, da tukaj živimo pod okupacijo. Streli in sirene vojaških avtomobilov, včasih pa tudi zvok helikopterjev, vojaških letal in obstreljevanj, ki jim sledi zavijanje siren rešilcev,
Ne samo, da ti glasovi pridejo z ekskluzivnimi zadnjimi novicami, zdaj morajo za svoj glas v simfoniji vesolja tekmovati tudi z lajanjem psa. In situacija je taka že tako dolgo, da danes ni več živih veliko ljudi, ki bi se spominjali drobnih detajlov, kakšno je bilo življenje pred vsem tem. Recimo detajlov o uveli solati na sicer zaprtem živilskem trgu, na primer. Torej ne preseneča, da ko sem nekega jutra med branjem časopisa naletela na članek o določenem incidentu, ni bil glavni dogodek tisto, kar me je začelo preganjati. Taki incidenti niso nič neobičajnega, oziroma recimo v takšnem kontekstu se pač zgodijo. Pravzaprav se zgodijo tako pogosto, da jim nisem nikoli prej posvečala posebne pozornosti. Na primer, na neko drugo jutro, ko je deževalo, sem se zbudila pozno, kar je pomenilo, da nisem mogla sedeti in delati pri mizi pred velikim oknom. Namesto tega sem morala naravnost v novo službo. Ko sem prišla na postajo in izstopila iz minibusa tik pred stolpom z uro, na ulici ni bilo ne ljudi, ne avtomobilov. Zagledala sem vojaško vozilo, ki je stalo pred trgovino Albandi. Ampak, ker v tem ni bilo nič neobičajnega, sem se peš odpravila v nasprotno smer, proti svoji novi službi. In ko sem prišla do začetka ulice, ki je vodila v mojo pisarno, mi je mimoidoči, edini, ki sem ga dotedaj srečala, omenil, da v 4. velja policijska ura in da vojska oblega stavbo v bližini. Celo to se mi ni zdelo nekaj zares nenavadnega in sem šla svojo pot. Potem pa sem sredi ulice pred vhodom v stavbo, kjer imam pisarno, zagledala 2 vojaka. In do zdaj sem se že naučila lekcije. V takih situacijah moram biti mirna in zbrana. Zato sem jima pomahala in z jasnim samozavestnim glasom rekla, da delam v stavbi, pred katero stojita. V tistem trenutku je eden od njiju desno koleno upognil na tla in levi komolec naslonil na drugo koleno. Uperil puškino cev vame, jaz pa sem brez oklevanja skočila za drevo akacije in njene trnove veje uporabila za ščit pred streli, ki pa jih v tistem primeru ni bilo. In medtem, ko tega dejanja, to se pravi tega, da je usmeril puško vame, ne moremo opisati kot človeško, je bilo zame dovolj, da sem razumela, kaj hoče povedati in da si moram najti drugo pot do svoje nove službe. Do tega trenutka se mi situacija ni zdela nenavadna, ali tako zelo nenavadna, da bi se morala obrniti in se vrniti domov. Tako sem skočila čez nekaj zidov in meja, ki so ločevali hiše in druge stavbe, in verjamem, da je skakanje čez meje v takih situacijah popolnoma upravičeno, ali ne? Kakorkoli, tako sem nadaljevala, dokler nisem prišla do zadnje strani stavbe, v kateri delam. In ker so samo 3 moji kolegi tisto jutro prišli v pisarno, sem se lotila dela, ne da bi me kdo motil. Marljivo sem opravljala svoje naloge in tudi zelo dobro, dokler ni prišel kolega v mojo pisarno in brez dovoljenja odprl okna. Ko sem protestirala, je rekel, da se bo steklo razbilo, če tega ne stori. Vojska je prebivalce obvestila, da bo razstrelila eno od stavb v soseščini, v katero so se zabarikadirali 3 mladeniči, in točno to se je čez nekaj minut tudi zgodilo. Eno okno je kolega pozabil odpreti in steklo se je izdrobilo v trenutku, ko so poslopje razstrelili. Ampak to, da je odprl okno v moji pisarni, je imelo vseeno neznosne posledice. Kajti takoj po eksploziji, ki je kar precej zatresla pisarno, je noter udaril gost oblak prahu. Nekaj ga je pristalo na mojih dokumentih in celo na moji roki, v kateri sem držala pisalo, kar me je prisililo, da sem prekinila delo. Absolutno ne prenesem prahu. Posebej ne prahu tega tipa, z velikimi zrnci, ki povzročijo tak zvok, da človeka skomina, če se papiri podrgnejo drug ob drugega ali če po njih pišeš. In tako sem se lahko k svojim papirjem vrnila šele, ko sem iz svoje pisarne odstranila vsak, tudi najmanjši drobec prahu. Torej, kdo bi lahko pomislil, da moje posvečanje delu izraža željo, da se oklepam življenja ali ljubezni do življenja, kljub poskusom okupacije, da bi ga uničila, ali pa vztrajanje, da so na tej zemlji stvari, zaradi katerih je vredno živeti. Dobro, za druge ne morem reči, ampak v mojem primeru gre prej za to, da nisem sposobna racionalno oceniti situacije in ne vem, kaj bi morala ali česa ne bi smela storiti. Vse, kar lahko počnem, ne da bi tvegala katastrofalne posledice, je delo v pisarni ali pa sedenje doma pri mizi pred velikim oknom.
In tako se je tudi zgodilo, da sem brala konkretno tisti članek, v katerem je moja pozornost pritegnila pozornost, in sicer zgolj detajl, povezan z datumom incidenta, ki ga je opisoval. Incident se je zgodil na jutro, ki je 1/4 stoletja kasneje sovpadalo z jutrom mojega rojstva. Seveda se to morda zdi kot čisti narcizem. Dejstvo, da me je k dogodku pritegnilo in me je dogodek sploh začel preganjati, je bil ta detajl, dejansko minoren v primerjavi s podrobnostmi dogodka, ki jih ni mogoče opisati drugače kot tragične. Spoštovani poslušalci, poslušate oddajo Literarna matineja, v kateri gostimo Barbaro Skubic, prevajalko romana Zgolj detajl Adenije Šiblin. Gospa Barbara Skubic, tale odlomek v interpretaciji Ane Urbanc in vašem prevodu je kar pretresljiv, tudi vsak dan, ki ga živijo palestinski ljudje, tam nam je domala nepredstavljiv, ne? Ampak če se zdaj vrnem k romanu, tam, kjer sva ostali, ne? Roman ima dvodelno strukturo. Kako kaže razumeti to strukturo, pač ena se dogaja leta 1949 in opisuje dogodke, ki ste jih že omenili, drugi del v sodobnem času. Roman razpade na točno 2 polovici, a ne? Oba dela sta enako dolga. In sicer Šibli se tukaj ukvarja z jezikom in s pripovedjo tako, da je prvi del napisan v 3. osebi s stališča nekega zunanjega pripovedovalca, medtem ko je drugi del prvooseben in je povedan skozi oči z glasom te protagonistke, kot smo slišali zdaj tukaj v odlomku. In to je, se bom navezala spet nazaj na tisto, kar ste me vprašali, zakaj je bil tak odziv takrat v Frankfurtu. Jaz mislim, da to je narejeno zelo namerno, zelo skrbno, da je ta prvi del popolnoma neoseben. Ko berete, vi pravzaprav gledate same detajle, kako poteka življenje v vojaški bazi. Gledate poveljnika, oziroma berete, ampak jaz mislim, da se ga vidi, ne? Zelo nazorno. Skratka, če se spomnite, kakšne podrobnosti so v tem delu opisane, kako njega neka žuželka ugrizne in potem se mu rana gnoji in kako si on to rano čisti dan za dnem, znova in znova, in skozi to ponavljanje dejanj se vzpostavi neka atmosfera, se vzpostavi življenje v tej bazi in to je načrtno narejeno brez vsakih čustev. Medtem ko drugi del je pa prvoosebna pripoved ženske, ki se premika po ozemlju in išče sledi. In je ravno tako, če se referiram spet na ta odlomek, ki sva ga slišali, ni posebej čustveno, ampak nekako čutimo, da je ta odsotnost čustev tukaj mogoče malenkost obrambni mehanizem. Tako bi jaz rekla. Zdaj pa, če se vrnem nazaj na tisti Frankfurt, kjer je bilo romanu očitano, en novinar je to mu očital, da izraelske vojake prikazuje kot popolne negativce, brez čustev in to, je treba pogledati morda malo širše in pomisliti na vse tiste priložnosti
ali pa na vse tiste literarna dela, filme, kjer Palestinci morajo upravičevati svoj obstoj. Kjer so oni tam zato, da se pokaže, da Izraelci so prisiljeni v svoja dejanja in jim je žal. Skratka, če pomislite na geografijo Palestine in na te zemljevide, ki jih ženska v drugem delu pregleduje in kako so plasti zemljevidov ena na drugo naložene in kako palestinske vasi, več ko je plasti, manj je vasi, potem pa pogledate en velik del literarne, pa tudi ustvarjalnosti, v kateri so Palestinci vedno predstavljeni kot pač nekdo, ki upada na ozemlje nekoga druga, kot vsiljivci. Na lastnem ozemlju, ne? Če se spoznate na zgodovino filma, recimo, če gledate to mainstreamovsko produkcijo, so pač Palestinci večinoma predstavljeni kot nekdo, ki se jih je treba bati, nekdo, ki sicer ima razloge, da dela, kar počne, ampak to je vseeno grozno. In bi šla nazaj v 80. in na film Michela Halefija Poroka v Galileji, ki pa obrne to perspektivo in prvič v zgodovini filma prikaže, ne prvič v zgodovini filma, ampak tako prvič prvi film, ki je bil mednarodno zelo znan, priznan, dobil nagrade in tako, prikaže pač izraelsko vojsko kot vsiljivce. In ja, je bil podobna reakcija je bila, ne? Zdaj sem malo zašla, se mi zdi. Ne, morda bi vas na tem mestu potem vprašala, kaj je po vašem mnenju tisto, kar oba dela vendarle povezuje v celoto, kajti težko bi rekli, da roman ni neka koherentna celota, ne? Ja, je pač koherentna celota, ker povezuje v prvi vrsti ta detajl, ki se v nekem zgodovinskem, če gledamo zgodovinski lok ali pa zgodovino tako nasplošno, take stvari nekako se ne pojavljajo, ne, to kvečemu opomba pod črto. Mi kot majhen narod imamo kar nekaj izkušenj s tem, da če se pojavimo kot neka kurioziteta, ne. Tako da s tem mislim, da nimamo problemov razumevanja takih podrobnosti. In v drugem delu je pač ta detajl, ki ga in ona lepo pove tudi v odlomku, sploh mi ne bi zbudil nobene pozornosti, če se ne bi zgodil 25 let, preden sem se jaz rodila. Bi šlo pač mimo, tako kot gre en cel kup stvari mimo, zato ker se je v zgodovini toliko stvari zgodilo in ker se dan za dnem dogajajo stvari, jaz pa moram preživeti in preživim tako, da se držim neke rutine. V kateri se tudi stalno bori za svoje meje. Ampak tako, če pogledava naslov zgolj detajl, to deluje domala ironično v primerjavi s dogodkom, ki ga potem beremo in ki ga je res tudi težko brati in v povezavi z drugim delom, katerem se zgodovina domala ponovi, ne? Kako pa ste sami brali ta naslov? Ja, nekako tako, kot ste ga ravnokar povzeli. Dejansko je ironičen, ampak je pa seveda tudi
resničen v vsej tej grozi, ki se dogaja ki se je začela že pred Nakbo, pa se je pač nekako kulminirala v Nakbi, pa potem ena vojna, druga vojna, prva intifada, druga intifada, do danes, je to res pač neka drobna zgodba, ki pa seveda nam pove, da vendar moramo vedno gledati tudi na posameznike. To gleda že pripovedovalka, kajti njo sicer res pritegne to drobno dejstvo, da se dogodek zgodil na njen rojstni dan, ampak postane zelo kmalu jasno, da to počne tudi zato, da bi ženski podelila vendarle neko ime, kajti ona je pa dejansko manj kot opomba v celotnem tem dogodku. To dekle, ki gre skozi pekel, tako rekoč. Me zanima, kako pa se vam zdi, da Adanija Šibli v tej knjigi pristopa prav k tej temi, k brezglasju določene družbene skupine, se pravi naroda Palestincev, k temi vračanja imena vsem tem brezimnim posameznikom, ki so postali žrtev teh grozljivih dogodkov, pa ne nazadnje tudi tem, ki ne pridejo sploh do glasu, kljub temu, da so živi. Jaz mislim, da to, o čemer sva že govorili, o tem, kako se odloči, da bo predstavila posamezne skupine. Da ta tretjeosebna pripoved v prvem delu je, jaz mislim, da izjemno močno deluje, zato ker ona s tem zavestno se odloči, da je ne zanima, kaj ti ljudje čutijo. Zanimajo izključno to, kaj delajo. Ker njihova čustvovanja za njeno ljudstvo so absolutno irelevantna. To, kar šteje, so njihova dejanja. To, da je njim hudo zaradi tega, ali čutijo neko zmagoslavje, to je popolnoma vseeno. In v drugem delu, ko se ta mlada ženska vozi po Negovski puščavi, Nakab, sem jaz uporabila arabsko ime v drugem delu, srečuje izraelske državljane, ki so popolnoma v redu. Nima nobenih konfliktov z njimi, zato ker oni ne vejo, da je Palestinka. Ljubeznivi so, pomagajo ji, nič ne narobe z njimi. Samo ne vejo, da je Palestinka. In jaz mislim, da to jemanje pravice povedati lastno zgodbo in videti drugega tako, kot vpliva nate, je ena od stvari, ki se je meni zdela zelo dobra v tem romanu. Kako pa ste ga doživljali z tega vidika? Gre za nasilje nad posameznikom, nad ljudstvom, nad telesom, nad spominom, kot sva povedali. Se vam zdi, da gre za bolj eksistencialno ali bolj politično zgodbo? Ali morda oboje? Jaz mislim, da oboje. Zdaj, če bi ga brala in ko sem ga prvič brala, mogoče se mi je zdela malo bolj eksistencialna, pravzaprav se pa niti ne spomnim. Če bi ga prevajala v kakšnem drugem času, bi ga mogoče doživljala manj politično, ali medtem ko jaz sem to prevajala spomladi leta 2024. Ko ga ni bilo lahko prevajati. Se spomnim, da smo par mesecev pred tem sedeli v tem istem studiu in je govorilo o palestinski književnosti in so ravno kar so išla Jutra v Dženinu in sem jaz vprašala Lili, kako si lahko to prevedla? To je groza na grozo. In je rekla, ne vem, kar prevajaš. In potem sem jaz šla skozi ta isti postopek. Je pa res, da
Zgolj detajl je precej krajši roman. Ja, je pa morda res tudi to, da je eksistencialno tu neločljivo od političnega, že zaradi vsega, kar vemo o tem, kaj se dogaja s temi ljudmi tam. Ne? Ja, jaz mislim, da pač ne gre, se ne da. Ne? Zato, ker oni, mislim, zdaj Susan Abu Hawa, ki živi v Ameriki, ampak ona ima tudi težave zaradi svojega pisanja, zaradi svoje identitete, ampak kratko malo, če ste palestinski pisec in živite, dobro, če živite v Gazi, potem upajmo, da še živite, ne? Če živite na Zahodnem bregu, je vaš vsakdanjik določen s tem, kar se trenutno zazdi človeku na kontrolni točki. Lahko živite mesece in mesece brez kakršnega koli problema, lahko pa ne morete nič. In ni... Težko je to razložiti. Šibli ima eno kratko zgodbo, ki sem jaz prevajala za zbirko arabskih avtoric, ki je šla v sozaložništvu Maske in Bukse. Kratka zgodba ima naslov To morje pripada Mohamedu al-Hatibu in je 3 strani opisa nekega mladega fanta iz Hebrona, ki želi na morje. To je vse. Je dostopna tudi na spletu, tako da jo predlagam v branje. To sicer nima zveze s pisatelji, ampak ima pa pač zveze s vsakdanjim življenjem, zato ker omejuje pisatelje tudi pri njihovem normalnem življenju tega, da greš lahko v trgovino ali pa delati ali pa kakorkoli. Ne, to, kaj vse mora ona narediti, da lahko pride iz Ramale ven. Nekdo ji mora posoditi osebno izkaznico, nekdo drug mora na svojo kreditno kartico najeti avto. Skratka, to je en cel kup zapletov, ki so del vsakdanjega življenja in vzamejo neznosno količino časa in energije. Dobro, Barbara Skubic, poglejva malo še sam jezik, ker nama čas kar beži. Arabščina, ne, predvidevam, da gre za standardno knjižno arabščino. Kako ste se srečevali z njo? Kaj vam je morda predstavljalo, če se zadrživa za trenutek samo pri jeziku, najtrše orehe pri prestavljanju tega besedila v slovenščino? Ja, kot ste rekli, gre za standardno arabščino. Jaz zelo rada prevajam Adenijo Šibli. Prevedla sem nekaj kratkih zgodb pred tem romanom in se mi zdi, da v slovenščino se jo krasno da preliti. Mogoče je tudi, da meni čisto osebno njen slog ustreza, ker je, bi rekla, tako okleščen. Samo toliko besed uporabi, kot je nujno, nobenih lepih stavkov, nobenih okraskov, ničesar. Zelo, zelo suhoparen slog, ki v prvem delu mu rečemo dokumentarističen. Težava pri tem slogu je, da je treba biti zelo pozoren, da v prevodu ne izpade banalen. Ker to je pač njena zavestna izbira, ona tako piše, meni je to zelo všeč in kot rečeno, mi je osebno zelo ustreza, tako da upam, da mi je to uspelo. Je zavajajoče preprost. To mogoče, da je bil tukaj izziv, ampak je bil izziv, ki sem ga bila jaz zelo vesela, ker ja. Ta jezik je izredno učinkovit tudi pri opisovanju
v bistvu zelo travmatičnih dogodkov in pretresljivih, govorim seveda o posilstvu, pa tudi recimo o odnosu do tistega psa in tako naprej, ne. Čeprav je to, če gledamo čisto proporcionalno, je tega zelo, zelo malo, ne. Pač nekaj stavkov, ampak meni so bili tako naporni, da sem morala knjigo odložiti, ne. Vi je seveda niste mogli odložiti, lahko ste odložili, pa ste se morali vrniti k temu. Pa me zanima, kako ste kot prevajalka se srečevali s takimi deli pripovedi? Sem jo kar odlagala. Aha. Ja, to ni šlo hitro, ne. In ja, imate prav, ne. Tisto čiščenje rane in ta petrolej in to, kako si ta poveljnik rano povija in kako hodi po tej puščavi, to proporcionalno vzame veliko več prostora v romanu, ne. Ampak prednost tega suhoparnega opisovanja je pa ravno to, kar ste ravnokar omenili, ne. Od bralca zahteva, mislim, z ene strani mu daje prostor ali pa ji daje prostor bralki, z druge strani pa od nje zahteva, da si sama zgradi podobe. In se mi zdi, da je to zelo, zelo dobro naredila Šibli, ker, saj veste, ne, tisto, kar si jaz lahko zgradim v možganih, je vedno veliko hujše od tistega, kar lahko pisec napiše, ne, ker pač, če mi nekdo vse servira, pač preberem in rečem, no ja, no. Če pa nekdo opiše tega psa, tako kot ga opiše ona, v prvem delu in potem v drugem delu, ko se pojavlja kot lajež, ne, potem pa moji možgani grejo v smeri, ki so precej bolj strašljive, kot bi bile, če bi jaz brala nek razdelan, bogat, razplasten opis dogodka. Nedvomno ta pa se je eden izmed res učinkovitih elementov v romanu, ta lajež, ne vem, koga bolj živcira, bralca ali pripovedovalko, ne. Ja. Več je, ne vem, kolikrat smo že uporabili ali pa sva uporabili v tem pogovoru besedo detajl. Več je detajlov. Lajež, vonj po bencinu, žuželke, voda. Skratka, to, kako se preslikavajo stvari iz prvega dela v drugi del, jaz mislim, da to je zelo učinkovito. Tudi ta pesek puščavski, o katerem govori, tudi ko sama hodi tam, ne, prej pa je hodil tisti poveljnik. Ja. Ja. Barbara Skubic, samo še eno vprašanje. Veliko je povedano o palestinskemu ljudstvu z zamolki, s tišinami, s tem odsotnim, ne. Ste imeli pri prenašanju tega tudi kakšne, ne bom rekla težave, ampak morda kakšne razmisleke o tem, ne, kajti recimo odsotnost teh vasi, tudi prevajalec mora biti malo pozoren na detajle, če želi, da vsi ti odzvanejo potem v slovenskem prenosu tega romana. Jaz tega nisem nekako doživljala kot težavo. Izziv seveda, ampak ne pa težava, ker moja družina je 3/4 izza rapalske meje. Mi imamo nek kolektivni spomin tega, da se imena spreminjajo. Jaz se večkrat pogovarjam s svojimi kolegi, ki prevajajo iz arabščine v druge jezike in koliko stvari morajo oni pojasnjevati svojim bralcem. Jaz si pa mislim, ne, moji bralci pa razumejo. Jaz prevajam za bralce, ki so vajeni brati prevode, in prevajam za bralce, ki
so govorci jezika, ki je med manjšimi, in so pripadniki naroda, ki zgodovinsko je šel skozi neke izkušnje, ki dajo neko razumevanje sveta, ki ga veliki narodi kratko malo nimajo. Tako da ti prizori, ko ona gleda zemljevide in se vozi in reče, tukaj je bila cesta, 100% je tukaj bila cesta, in potem kar naenkrat ugotovi, da te ceste ni več, zato ker je čez bila potegnjena neka avtocesta. Ne vem, če imam kakšen boljši odgovor. Na to, kot to, kar sem vam pač že povedala. Ne, se zelo strinjam z vami. Bova kar zaključili na tem mestu, kajti knjiga govori sama zase. Pohvale za prevod ste dobili že od strokovnjakov in res pravih poznavalcev. Tudi sama lahko samo pohvalim branje te knjige. Se vam zahvaljujem za ta zanimiv pogovor. Hvala za vabilo. Spoštovani poslušalci, vam pa se zahvaljujem za pozornost, ki ste jo namenili oddaji Literarna matineja. V njej smo gostili Barbaro Skubic, prevajalko romana Zgolj detajl, ki je izšel pri založbi Umko. O knjigi in o poetiki avtorice Adanije Šibli sem se z Barbaro Skubic pogovarjala Tina Kozin, nad tehničnim delom oddaje pa je bdel Janez Zahlin.